Torej, Stane Florjančič, naš današnji gost, se je rodil leta 1945 v Vižmarjah pri Ljubljani. Takrat je bila verjetno to še vasa, ne? Ja. Kot predmestje Ljubljane. Danes je znana po požaru, ko še ga zmeraj obvladujejo. Tako je. Ne? Tako da drugače je pa Vižmarje ena taka zanimiva vas. A ste vedel, Stane, da je bil tam leta 1869, 17. maja, je bilo tam 30 tisoč ljudi zbranih. Vem. Veste, Sem bil jaz kot gasilec, ko je bila obletnica, sem bil kot stražil sem. Aha, ko je bila 100. obletnica, Ko je bila 100. obletnica, ja. 7. slovenskega tabora, ne? Tabora, ja. Ja, no. Potem sem malo pogledal, tam se je rodil tudi slikar Andrej Jemec, Ja. znan slikar. Manica Komanova, pisateljica mladinska. To smo pa poslušali po radiju in sem bil pri njej doma tudi kot otrok. In pa pisatelj Janez Kajzer, ki je napisal mesto podprto, Ljubljana podprto stramovi, in ta Janez Kajzer stanuje tukaj blizu. Poročen je z Marjeto Kajzer Novak in sta že bila v tej knjižnici in pred korono smo se nekaj pogovarjali za sodelovanjem, potem smo pa nekako izgubil stike. Ne? Ampak dobro, bomo to nadaljevali. Naprej je potem na pedagoški, po osnovni šoli, ki je obiskoval v Šentvidu in na Viču, se je vpisal na učiteljišče. Po pedagoški akademiji je diplomiral iz tiflopedagogike, potem se je usposabljal v Beogradu na fakulteti za defektologijo, pa na zagrebški fakulteti. Potem je služboval v centru, danes se to imenuje Cirius, v Kamniku, in je od tam šel v zavod za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, kjer je ostal do upokojitve. Od tod ga pa tudi potem mi poznamo. V glavnem je zelo plodno sodeloval tudi z zvezo. Letos mu je zveza podelila za njegove zasluge naziv častnega člana, tako da mu jaz čestitam ob tej priložnosti. In jaz upam, na kratko sem tole prebral, upam, da bomo še sodelovali. Zdaj naj še to povem, da je njegovo znanje, kar se tiče z orientacijo, je verjetno nenadkrivljivo tukaj v Sloveniji. Uvedel je belo palico, tudi okrog tega se bomo pogovarjali. Je pa zanimivo njegovo družinsko okolje. Njegova žena je Mojca Florjančič, ki je pa hči od naše častne članice Cvetke Rožanc in pa seveda Franceta Rožanca. Tako da mislim, je to nekaj take, da bomo imela se veliko za pogovarjati, ne Stane? Ja, točno. Zdaj, dajte mi povedati tole vaše zanimanje za tiflopedagogiko, kako se je to začelo, zakaj ste se pravzaprav to odločil? Ja, najprvo sem bil v službi v Kamniku, kot ste povedali, ampak v Kamniku sem bil tudi na morju z otroki in tam je bil en slep Joško, je igral na orglice. In kaj jaz vem, se me je nekaj pritegnilo k temu, da sem potem iskal službo. Ko sem v Kamniku ne končal, ampak sem šel v vojsko. Po vojski pa ni bilo stanovanja, bi se moral voziti vsak dan v Kamnik, pa sem potem iskal v Ljubljani in se je odprla možnost, da pridem v zavod. In takrat sem se potem prijavil in pri tovarišu Kebe, tudi takrat smo bili tovariši, sem bil na razgovoru in je gledal mojo prijavo, pa je rekel, ja, Florjančič, pa vi ste imeli tam večjo plačo, kot boste imeli zdaj tu.
Sem rekel, se ne grem zaradi plače, jaz grem zaradi otrok, zaradi dela. In tako sem prišel v zavod. Katerega leta je bilo to? To je bilo leta 70. Ne, prej. 1970. 70, aha. No, in ja, jaz se vas spomnim, moj prvi stik je bil, ko sem vas poklical, pa sem rekel, da rabim nekaj za tole, kaj so že, te tipne zadeve, a ne, ko sem imel te delavnice za mlade, pa ste me pelali v ono učilnico, pa ste rekel, evo, zberite. Tako sem videl, bolj začela sodelovati, ja. No, in potem ste tam pač upravljal vse živo, ne, od vzgojitelja. Različna dela, ja. Bil sem kot vzgojitelj, kot potem nadomeščal veliko, učil tudi matematiko, zemljepis, nadomeščal učitelje, ki so bili odsotni. V glavnem sem bil pa sprejet kot vzgojitelj. In potem nedeljska dežurstva, sobotna dežurstva. Vem, da smo šli na Šmarno goro velikokrat, se bodo spomnili nekateri. Tudi po 15-16 otrok sem peljal na Šmarno goro, od tega so bili 3-4 slepi in smo se lepo imeli gor na tistem zelenici, smo se lovili, skrivali in je bilo prijetno. Gor smo pa čaj seveda dobili, zato ker smo bili slepi. Je dal zmeraj ta lastnik čaj otrokom. No, in tako. Sem ostal. 40 let je to, kar minilo. 20 let ste bil ravnatelj. Ja. A je bilo težko biti ravnatelj, glede na to, da... Ja, vedno sem rekel, da sem rad v službi z otroki, nikakor pa ne ravnatelj. Ker je bilo težko delati, s starejšimi je težje delo kot z otroki, vsaj za mene. Ampak je kar šlo, smo se kar razumeli. Vedno je bilo pa vedno sem pa povedal, da smo mi zaradi otrok tam, da so delavci vedeli, da so zaradi otrok tam in prvo so bili otroci, potem so bili pa vsi drugi. Gledal sem tudi, seveda, da so bili delavci zadovoljni s plačo, z vsem. In tudi danes, ko se dobimo upokojenci, so zadovoljni s tem. Dela je bilo več, vendar se je poznalo v denarnici. In tudi otroci so bili zadovoljni. Kaj pa družina, ne? Recimo tam se spoznal tudi Mojco, a ne? Ja. Bil sem, ko sem prišel v zavod, seveda Cvetka je bila kot učiteljica, France je bil tudi, torej moj tast je bil tudi učitelj takrat zgodovine in zemljepisa in smo se spoznali. On ni vozil, Mojca je bila premlada za voznjo, ni imela še izpita in sem bil šofer. In sem veliko jih prevažal in tako se je spletlo potem. Da sva z Mojco prišla skupaj, ne? In seveda tast je bil slep in sem veliko izkušenj dobil tudi od njega. In mi je veliko dal tudi on nasvetov, kako delati s slepim. In potem, ko smo hodili okrog, sem veliko spremljal slepe in te starejši slepi, Žakelj pa vsi drugi, kateri so eni že pokojni, so mi dali nasvet, kako voditi slepe. In ko sem prišel na Dansko, na ta izpit za orientacijo slepih, niso verjeli, da nisem delal že izpita, oziroma da nisem že delal ta tečaj. Nikdar, ampak delal sem v živo s slepimi, ko sem jih spremljal in rad sem jih spremljal. Lepo je bilo. Vsak mi je nekaj svojega povedal. Od Bobinskega, Dolenca, Jožeta pokojnega, do Žakla, do drugih slepih. Veliko smo se, Huberta in tako naprej. Se pravi, Branka, a te lahko vprašam ti kot bivša sodelavka, kakšne imaš ti izkušnje z...
Alt A, Branka, si še gor? Ja, bom odgovorila. Ja, jaz sem imela 4 ravnatelje, Stane je imel pri meni najdaljši staž in jaz bom kar rekla, da sem najbolj cenila Staneta in se tudi z njim najbolj razumela. Tako da jaz mu čestitam za vse tisto obdobje, ko je bil ravnatelj. Hvala lepa. In smo bili res ena zelo prijetna skupina sodelavcev, ki smo delali, tako kot je bilo treba, ampak se tudi družili, tako da smo bili prijatelji in smo še vedno ostali prijatelji. To me zelo veseli in z veseljem poslušam tole vaše današnje srečanje. Super, hvala ti, Branka. Ostani še z nami, pa še kaj povedala, ne? Ja. Tako da, ampak kaj najpomembnejše pri, recimo, nam videčim, kaj najpomembnejše pri stiku z slepimi? Slep ni nič drugačen kot mi videči, samo vidi ne. Treba mu je opisati, povedati, v roke dati, da čuti, da voha, da otipa. Ni pa nič drugačen kot od nas videčih. Samo vidi ne. To je stavek, ki mora zveneti pri nas videčih. A se je v teh 50 letih kaj spremenil odnos do slepih? Ja, se je precej. Ko sem prišel iz Danske in uvajal palico, pa je prišla ena starejša gospa mimo in je rekla, dajte no, matrati slepega še s palico, že tako ne vidi, zdaj ga pa matrate še s palico tu, da se uči hoditi. Se rekel, gospa, to je pripomoček za njega. S tem tipa pred seboj in bo zaradi tega bolj samostojen in bo otipal prej oviro pred sabo. No in potem je bilo konec. Drugi smo se še srečali večkrat in je vedno pokimala in je videla, da je res tako, kot sem dejal. Ne? Pa so slepi, tudi mislim, da tudi dan slepi težko spremljajo to belo palico. Ja, to pa. Težko je, oprostite, težko je prijeti belo palico, ker vsi mislijo, da je to samo znak. Ampak mi pa vemo, da je najprvo pripomoček in tudi slepim to pripovedujem, da je pripomoček. Prvo pripomoček, obenem pa, če ima v roki belo palico, je tudi znak. S tem nadaleč pove brez besed, da ta oseba ne vidi dobro, da je slabovidna, slepa in da ima za to palico, zdaj je osveščenost tudi drugačna, tudi šoferji vejo, da oseba z belo palico ne vidi dobro, zato so bolj pozorni. In tudi tiste, ki srečuje slepa oseba, vejo, da je slepa oziroma ne vidi dobro, če ima palico pri sebi. Je pa res en odpor do bele palice, ker je to kot označi slepega. Mi je ena učenka, pa ne bom povedal katera, enkrat prišla v kabinet k pouku, pa je vrgla palico pred mene in rekla, ne bom nosila te palice, bila je pa vse v 8. razredu. Puberteta, začetek. Je rekla, vsak me vidi že oddaleč, da sem slepa. Pa seveda mazolčke imela take pa take ne in zdaj pa še belo palico. Sem rekel, veš kaj, ne bova midva o tem razpravljala, program je takšen, vzela boš v roko palico in bova delala samo tisto pri pouku. Najbolj bom pa vesel, če jo ne boš nikdar več nosila, pa uporabljala. Najbolj bom vesel. Vendar, čez toliko let je ona rabila palico. In ko je bila srednja šola konec, ko se je pisala na fakulteto, pa me kliče, pa pravi, gospod Florjančič, a bi se midva učila, rada bi domov šla, rada bi od fakultete do doma šla, kjer je v študentskem naselju oziroma v študentskem domu je bila in so rekel, bova se naučila.
In je rekla, ampak tisto, ko sem takrat rekla, da ne bom palice nosila. Nič se rekel, tisto je pozabljeno. Konec. Rabiš jo in se bova naučila, ker je potreba takšna. Ne? Ja, in so se tudi naučila. In danes je potem čez leta in leta rekla, to je moja najboljša prijateljica. Jo postavim tja in me počaka tam, kamor sem jo dala. Brane, bud. Izklopuje verjetno. A se slišva? Ti si... Brane, kje si? Brane, daj vklopi mikrofon. Ja. Brane, tebe sem hotel zdaj slišati od tebe. Ti si zdaj pred kratkim, ko se ti je vid toliko poslabšal, si sprejel palico, a ne? Za svojo prijateljico. Daj povej, kakšne probleme si ti imel? Najprej povem, da ko sem sprejel belo palico, ko mi je bilo klik v glavi, ne? In ko sem začel uporabljati, mi je žal bilo, da nisem že prej začel. To je osnovni zaključek. Ne? Bilo je celo tako, mislim, da kar nekaj let sem se pripravljal že prej. Prej sem imel ta dodatni odstop režnice, ampak je pa zanimivo, da nisem najprej v Sloveniji začel uporabljati, ampak sem bila z ženo v Palestini, Izraelu, po teh, kaj že, no. Petri, okay. Ne, Palestina pa na Jeruzalemu. Tako, ja. Tako. In se tam začel uporabljati. In tam je izredno koristila, žena sva eno fajno tehniko ubrala, ne? In s njo potem pa striktno začel tudi doma uporabljati. Tako da, jaz vedno rečem, tako je Stane že rekel, najprej mora slepemu v glavi klik narediti, da je spremne. Ja, točno. Pa Stanejo pa tudi prve napotke dajo. Je pa res, da mi je pa žal, da nisem pravega tečaja dal skozi. Tako sem po tistih prvih navodilih od Staneta več ali manj samo tukaj, nažalost. Kristina, izvoli, beseda je tvoja. Ja, jaz sem tako rekla, jaz sem dejansko palico začela uporabljati v prvem letniku, takrat sem jaz videla še zebro, ko sem v Velenju hodila. In sem dejansko jo, in mi danes je zelo uporabljam in mi ni žal. Vidim pa tudi te slepe, pa nam zdaj imensko izpostavlja, ko imajo asistenco, ne rabim palice, ker imam asistenco. Dejansko je ne želijo nositi, ker je tudi, recimo, se jih tudi ne spodbuja, da imajo palico. Ne, pa tudi meni reče, ne rabiš palice, sem jaz zdrav. Ne, imela je bom zato, ker bojo ljudje videli, da ne vidim in se glede tega sploh ne pogajam. Točno. Fertik in od tega ne bom odstopila. Točno to. Ok, Miha, hvala, Kristina. Ja, živijo še z moje strani. Ja, jaz pa, gospod Stane, imava pa v bistvu, kar se tiče bele palice, zelo, tako, kot temu rekel, zanimive spomine. Jaz moram reči, da sem palico zelo dobro sprejel in to najbrž tudi po njegovi zaslugi. Midva sva se učila, mislim, da v 3. ali 2. razredu že celo. Tako je. In jaz se moram, zmeraj se vas spomnim, to pa ne morem nikoli pozabiti. Kako smo si zmeraj ogledala na zemljevidu, tipnem pot, kam bova šla, še prej ste mi bombon nastavil, da sem mogel prej potipati, če je kaj gor ali ne, pa ste me presenetili včasih tudi kakšno mokro krpo gor, to se zmeraj spomnim. V glavnem, zmeraj sem pogledala pot, kam bova šla, in to mi je bilo všeč, no, ko sva to pregledala, sva šla ven na teren, ste me pač naučil vse, kako je s palico treba, pol sva se še na magnetofon takrat snemala. Moram pa še to pač povedati, sem takrat še imel vid, ne? Jaz sem takrat še videl in zato mi je v bistvu bela palica zelo prav prišla, moram reči, ne, ker še zmeraj sem pa imel težave z tem, se pravi, zaznavanjem robov, ne. Na blizu sem videl, na daleč pa ne, to je bil v bistvu moj problem. Tako da jaz moram reči, da sem osebno palico zelo dobro sprejel. Tudi zelo mi pomaga, ker sem kasneje izgubil vid. Sem v bistvu to še nekako bolj, kako bi temu rekel, intenzivno začel uporabljati, ne. Tako da moram reči, da ja, ste mi dal eno tako spodbudo, če temu lahko tako rečem, ne.
ker v bistvu zdaj brez tega ne gre. Ne? Jaz se zdaj, ko grem, ne vem, po domačem terenu okoli, ne grem nikoli brez palce. Tudi, ko imam psa vodiča, jaz imam palca čizmeraj zraven. Kamar si kdo to opusti, opusti ali pa ne uporablja tako intenzivno. Jaz pa, se pravim, brez palce ne grem čist nikamor več. Tu, če je takole, okoli hiše, logičen sem brez, ampak takole, ko grem pa na cesto, ne, jo imam pa zmeraj pri sebi, tako da se vam moram na nek način zahvaliti za to, no, ker ste mi takrat dal, ko Hvala lepa, Miha. sem v bistvu še imel vid, no, tako da tudi za vse ostale, naj bo to neka taka spodbuda. Ni dolgo, ko sva se srečala, ko si šel. Pred 2 letoma, ko sem v Trzin padel, sva v bistvu spet mačkeno Ponovila vodila tiste spomine, ne, sicer brez vida, ko sem bil, ampak mislim, da sva zelo dobro speljala vse skupno, tako da nisem več tam, ne, to, kde veste, da tista pot Vem. je bila Zdaj kar si samostojni nevarna, no. podjetnik, Tako da, zaenkrat se pravim, je to z moje strani, v glavnem hvala, ne, za vse, kar ste dal, pa kar še boste, tako da, to je to. Hvala, Miha. Hvala, Miha. Irena je dvignila roko. Irena, izvoli. Aha, Irena tudi. Hvala za besedo. Tudi jaz bi iskreno rada rekla gospodu Stanetu, da iskreno najlepša hvala za to, da ste me naučili s palco hoditi. Vedno pogosteje se spomnim tiste moje prve poti, ko ste me naučili iz Tobačne hoditi do zavoda. In ne morem pozabiti takrat, ko jaz sem iz avtobusa prišla prepričana, da sem sama in sem rekla, v redu, v 8. razredu je bilo to, jaz sem odgovorna sama zase, moram iti lepo do zavoda sama. In ko sem prišla, sem bila tako daleč, da sem zavila v zavod, ste se pojavili vi zraven mene in ste rekli, Irena, dobro si šla. Tega ne bom pozabila, jaz pa samo to bi rada rekla, med slepimi je palca že za tako reči bav. Še večji bav je pa to, kar sem jaz uvedla. Jaz sem pa uvedla, da obvezno, vedno, nujno nosimo cevni jopič. Zakaj? Ker ni samo palca dovolj. Mi smo rizični faktor v prometu, če hočemo ali pa ne. In jaz tudi po dnevi nosimo cevni jopič, ker se mi zdi pomembno, da moramo sami na svojo varnost paziti. Hvala lepa. Ja, hvala, Irena. Sej slepi takrat, Stane, ko ste vi začenjali, so slepi imeli tako kot nekaj na oznako, tako kot neka vrsta, bomo rekli, Davidovo zvezdo skoraj. Ja, ne. To ni bilo sprejeto pri nas, tudi slepi niso hoteli sprejeti, so rekli, ne bomo označeni tako kot Davidova zvezda, kot niso bili, ampak spodbudila me je Irena in Miha, ko je pes vodič ali pa vodnik, vodič se uporablja bolj, je potrebno imeti palico zraven, čeprav nekateri jo res opustijo, kot je bilo rečeno. Ampak palica je zato, da je psom, ko pes opozori na oviro, se ustavi in je treba potipati. Če ni palice, težko potem z nogo tipa, pa z roko, pa maha tam. In je čudno, se zgleda. In mi je povedal bivši pokojni predsednik društva v Kopru, je rekel, Stane, veš, s tačko sva šla po Pločniku, dobro sem poznal tisto pot, v službo. Ampak se je ustavila. Pa sem rekel, tačka, potipam s palico levo, desno, tačka naprej. In je šla naprej. In se je spet ustavila. Pa spet potipam levo, desno s palico. Nič nisem utipal. Samo Pločnik je bil, pa nič na Pločniku, ne? In z jezo rekel, tačka naprej. In takrat naprej, ona gre 2 koraka naprej, jaz se pa zaletim v kason od tovornjaka. In se mi čist krvavo glavo in se mi ulila kri dol po obrazu. Seveda, ni potipal gor in dol s palico, ampak samo levo, desno. Kason je pa velik,
tovornjak, napredno je kolo, da ga utipa, ne more, ne? Če bi pa gor pa dol s palico šel, pa bi lahko utipal. No, to je bila tudi izkušnja slepih, da sem potem še to uvedel pri orientaciji, da smo tipali na vse načine gor in dol, sem pa tja, in potem tudi za višino nog, ker korita, te kolesa so na pločniku in so nevarna za slepega, ne? Če ne potipa dobro. Zato je dobro, da ima vedno palico ob psu. Seveda on ne hodi s palico, ne miga s palico levo, desno, ne dela si takta, ampak ima pred seboj palico, da lahko v trenutku jo uporabi in ve za pločnik, ve za stopnice, gor, dol, ve za ovire, ki so pred njim. Tako. Sabina, si ti hotel nekaj vprašati? Ja, ne takoj. Sabina se je prej nekaj roko dvignala, pa ne vem. Dušana, lahko jaz eno vprašanje, ne vem, kako se roke. No, v redu, Blaž, izvoli. No, najprej, če dovolite, bi se rad gospodu Stanetu Florjančiču iskreno zahvalil za vse, kar je zame naredil v vseh 8 letih osnovne šole. Jaz mislim, če dovolite par besed, da tazga človeka ni. In tak človek bi si zaslužil ne samo priznanje častnega člana Zveze slepih, ampak tudi Nobelovo nagrado. Res, to so moje iskrene želje. Ker tak človek, ki slepe tako se uživi v njihovo kožo in našo kožo in nam zna predstaviti in pokazati orientacijo, tudi pri učenju, tako suvereno in natančno, da smo vsi poučeni o vseh stvarih, ki jih potrebujemo za življenje, takega človeka ni bilo, pa mislim, da ga tudi ne bo. In bi se rad zahvalil za vse, kar je dobrega za mene naredil. Naj povem še nekaj. Vsa leta se slišiva, sva v kontaktu. Ne mine rojstni dan, da me ne bi obiskal. Ne mine rojstni dan, da mi ne bi ene malenkosti prinesel. Pa ne gre za vrednost, ampak za to, da se spomni. Tako da iskrena moja zahvala. Hvala lepa, Blaž. Hvala, Blaž. Nec, ajde. Ja, jaz se pa tudi spomnim, kako sem začel z belo palico, 7., 8. razred, kako je že bilo. V glavnem najprej gor po Ljubljani, pa tudi je prišel enkrat k meni domov, pa so šla tam malo po okolici in fajn, zanimivo. Zdaj, ko imam pač zdravstvene težave, hodim z mamico na sprehod. Prej, ko sem pa hodil še v službo, sem pa vedno sam hodil s palico, pa me je zmeraj oč svaril, kaj tu tolčeš, saj ne rabiš ropotati, ne? Si pa odmev poslušal. Kaj? Odmev poslušal, ne? Odmev. Ja, pa pol pa tudi, ko sem hodil v službo, pa so enkrat tam bliz moje službe zaprli, tam, ko sem hodil na malico, tisto menzo oziroma gostilno, karkoli je bilo v sklopu trgovine, in ko sem pa hodil malo dlje, tam pod en hrib v Novem mestu pod Marov, je bila pa ta bife rezelj v sklopu športne dvorane. Pa enkrat, ko sem šel od tam, se ozrem gor v hrib, sem rekel, kam se pa tle pride, to šel pa jaz pa po službi malo raziskat. In sem lepo šel in sem sam najdel pot do doma, mislim, ne čist do doma, ampak se reče, da mi ni bilo treba iti skozi po pločniku v službo, da sem se malo oddalil od prometa, ne. In to je bil meni tak užitek. Res, hvala za znanje, ne, za to, da to sem znal, da to znam uporabljati. Samo zdaj že dolgo nisem, ker pač ne hodim sam. Hvala, Nec. Viktor, Viki, izvoli. Lep pozdrav, a se slišimo? Ja, izvoli. Živi, hvala. Ja, Stane, lep pozdrav. Jaz sem prav vesel, da ste danes
gost, prav simbolično se mi zdi, ker je 3. december tudi mednarodni dan invalidov, ne pa da imamo pravzaprav na takšen dan takšnega našega prijatelja, velikega med nami. Meni se zdi, da pomembni dve stvari, bi lahko kar podpisal pod vse to, kar so predhodniki že povedali, tudi moje izkušnje od malega pač s to belo palico so razne, seveda smo se pa sprijateljili, tako kot je tudi edino prav, ampak dve stvari se mi zdi zelo pomembni. Jaz imam občutek, da resnično ste vi pravi prijatelj slepih. Jaz, ko opazujem, recimo, ne samo, ko se recimo jaz srečam z vami, ampak tudi sicer, da se prav vedno razveselite, ko ste v družbi slepih, da ste prav tako pač z veseljem med nami. Druga stvar, ki bi jo pa jaz rad poudaril, veliko je bilo, recimo tudi jaz sem bil deležen precej pouka v recimo orientaciji in tako naprej s palico, ampak tisto, kar se mi zdi pa še posebej dragoceno, pa vem, da nisem bil jaz edini tega deležen, ampak jaz sem dostikrat rabil recimo kako pomoč glede orientacije, pa ste mi pomagali velikokrat tudi izven delovnega časa, se pravi v vašem prostem času. To se mi zdi še posebej dragoceno in vedno z dobro voljo. Jaz se ne spomnim, da bi kdaj odrekli. In se res za to zelo lepo zahvaljujem in se mi zdi, da je častno članstvo prav na mestu. Upam, da se še velikokrat srečamo, pa še na mnoga uspešna leta. Malo prej se bom verjetno poslovil, ker imam še eno drugo obveznost, tako da sem pa zelo vesel, da ste med nami. Hvala lepa. Jaz bi še tudi nekaj povedal. No, Dino, dej, ajde. Jaz imam tudi spomine na gospoda Staneta, ki so se tudi midva seveda učila orientacijo. Midva sva pa tako začeli orientacijo, da sem se mu jaz skrival, on je pa mene iskal in pa je pa sva šla gor in mi je neki nastav nastal, ponovadi se kakšen bombon našel, zmeri mi je pomenil kakšno mokro gobo, enkrat mi jo je res nastavil. Sem pa že prav vedel, ker vem po smehu, gospod Stane se zmeri meni smejil, nekaj to delo. Potem sva pogledala na zemljevidu, kje se bova sprehajala in potem, ko sva prišla nazaj, sva si tudi pogledala, kje sva hodila. Bi pa še nekaj povedal zraven, da pač je pa to najboljši tiflopedagog, da bi vsi mogli tiflopedagogi biti takšni. Sočutni do slepih, ne da silijo v nekaj, ampak da razložijo in delajo lepo počasi. Hvala lepa, Viki, Dino. Stane, a ta karakter, ta prijaznost, to je v bistvu prirojeno ali privzgojeno? Prirojeno. Ste imeli fajne starše očitno? Ja, sem imel dobre starše, predvsem živel sem z mamo, ker sem nezakonski in mama je bila mama, in sočutna, dobra in vsega spoštovanja vredna. In to je v meni tlelo vse skozi in vem, ko sem bil z invalidi, pa je rekel ravnatelj Rot je bil takrat direktor, je rekel, veste, prej, bom to povedal, ker je spada zraven, je rekel, dobro je, da greste prej z invalidi na obalo, pa na počitnice, ker pol v šoli je malo drugače. V stavbi. In res pridemo tja, imel sem skupino 15-16 otrok, bili so nekaj na vozički, nekaj so na vozičkih, nekaj so hodili z berglami
In ko pridemo na obalo, se slečejo, pa nogo dol, pa roko dol, pa to. Joj, sem rekel, kako bom pa jaz tole prenašal. Ne? In vsak je potem lezel v vodo, v morje. To je bilo prilagojeno za invalide. In so šli v vodo, seveda nekatere se moral pa nesti. In dal v obroč, napihnjen obroč, tako da je bil v obroču varen. Ne? Nekatere, nekaj je takih bilo. Drugače so pa kar, ampak tisto, ko sem gledal, pa roko odložil, pa berglo odložil, pa nogo, pa vse tisto, to je bilo zame šok, resnično šok. In to je hotel direktor, da doživim to tam, ne v šoli. Ne? In, ker v šoli je bilo malo drugače. V šoli so me čakali na stopnicah zmeraj in sem jih peljal nekatere, ker ni bilo lifta takrat še dvigala v Kamniku, pol kasneje je bil zgrajen, ampak sem jih eno nadstropje višje, še po stopnicah z vozičkom peljal gor. Ne? Ja. Stane, preden dam Darinki besedo, ne, a se zaveda, da je minila že na šolska ura? A res? Joj. Namreč pred začetkom so se pogovarjali, je rekel, se ne vem, kaj ne govorim. Ja. Izvoli, Darinka. No. Dober dan, gospod Stane Dober dan. Florjančič. Jaz sem Darinka Lozinšek. Ja, vem. Jaz nisem obiskovala zavoda. Obiskali ste me leta 71, v prvem razredu v osnovni šoli Podvelka, podružnica Lehe na Pohorju. Ja, se tako spomnim, tako da je bilo včeraj. In moja mama doma rekla, tudi če je prišel ta gospod tako daleč, ti pa ne boš nikamor šla. Pa jaz se danes spomnim, kako je vztrajala na tem, morda tudi iz tega stališča, ker je bila sama slabovidna. In rekla, če sem jaz zmogla, boš še ti zmogla. In moja osnovnošolska pot je bila resnično zelo zanimiva. Glede na to, da nisem smela telovaditi, sem jaz veliko pretelovadila med šolskimi urami. Z prve klopi sem hodila po vsako besedo na tablo, da sem si jo zapomnila stavek in zapisala. Ampak vseeno mi to, bi rekla, kar veliko pomeni, verjetno razumete, a ne, če sem pač, da sem vztrajala, pa da sem se res učila, da ni bilo nobenih težav z menoj. Morda bi glede na odstotek vida ali pa na izgubo vida, pa po moji pameti tudi zrela za zavod, to, kar pač danes razmišljam za nazaj. No in potem, ko so me odpravili v Škofjo Loko z vsemi ceremonijami, ker sem se upirala in ne vem, kaj vse to sploh ni več pomembno, to je že nekoč bilo, danes sem že 8 let upokojena, dočakala sem redno upokojitev, kar zelo rada poudarim. Zelo lepo. Ja, da sem delala na velikih telefonskih centralah v Mariboru in da kakršno koli je bilo to delo, ki pač seveda nisem delala z nekim strašnim zadovoljstvom, ker ni bila moja izbira, ampak sem se nekako našla v drugih stvarih, ki me dopolnjujejo in zapolnjujejo, tako da vsekakor tudi jaz imam zelo lep spomin na vas, pa tudi je že 50 let, kar vas poznam. Hvala lepa. Prosim, hvala lepa. Jaz bi se tudi oglasila, če lahko. Izvoli, Ivanka, izvoli. Vas pozdravljam. Ja, zdravo, Ivanka, zdravo. Mene so včasih Ivica pač klicali, ne? Ivica, ja. Zdaj si pa Ivanka, ne? Ja, pač uradno se moram tako podpisovati, se pa me vsi bolj tako poznajo. Čeprav si bila Ivica, ja. Ja, pač, ker sem bila tako bolj drobišna takrat. Ja, jaz bi pa to rekla, takrat, ko smo bili mi v zavodu, je prišel gospod Florjančič kot tak mladenič, 26-letnik k nam, kot vzgojitelj. In takrat je tudi bil 2 meseca na Danskem, a ste o tem že govorili, mene je vmes ven vrglo. Ne, nismo še. Nismo še, nič. Kar povej. No, ker sem slišala prej,
kolege in prijatelje, da so govorili o tem, kako sočuten je gospod in kako se zna uživeti v slepega, ne. Ampak gospod Frančič je moral biti praktično 2 meseca slep, ko se je usposabljal za inštruktorja, ne. No in potem, ko je pa prišel nazaj, je pa prišel s tisto dolgo belo dansko palico, ki ni zložljiva, in nas je začel terati najprej okrog zavoda, pol po ulicah in tako naprej. In ja, jaz sem uporabljala skozi palico, tudi pol vsa 4 leta, ko sem se vozila v gimnazijo. Zdaj pa živim tako na podeželju, in imam polno palic okrog bajte, zato ker če kjer opustim, mislim, založim, pa ne najdem, tako da imam za vsakem voglu palice, ampak niso zdaj vsebe, ker sem v prometu, imam lesene, imam karkoli, ampak palica je res podaljšana roka in je dragocen pripomoček. Stane, vse palico so slepi verjetno uporabljali skozi, odkar slepi obstajajo, ne? Podaljšek roke. Ampak uradno je nekje leta 21, ne? Se je začelo uporabljati v Franciji, potem so Američani nekaj sprejeli neke standarde. Slepeli vojaki, ampak pri nas pa dejansko uradno pravite, da šele nekega 70. leta. Tam 70. leta, po 70. letu, ko sem prišel z Danske, že prej so uporabljali ampak kratke palice, do metra dolge, da so samo tipali mečkano pred seboj, ne. To je bila taka sprehajalna, ali pa, ne. Potem pa sem uvajal pa to dolgo palico, ki je pa res pred telesom in je podaljšek roke in 1,5 metra približno pred nogami, levo, desno, to je več teh vaj, ne. A je kak standard, recimo za smuči reče, toliko in toliko mora biti dolgi, to se si... No, to je, tudi standard za dolžino palice je, približno do podpazduhe, rečemo, ne, tako da je približno, ne, za vsakega, ker če je večji, manjši, ne, da ni to standard 1,5 metra, ne. No, vse to mislim, isto kot pri smučeh, Tako, ja. Pa drža, vi ste nas učili tako diagonalno pred telesom, zdaj pa mi je nekdo razlagal, da se tako iz sredine ven naj bi od popka ven držal. Iz sredine ven, levo, desno, pa diagonalno je v stavbi, zunaj je pa ta tehnika, touch tehnik, dotikalna tehnika, gre iz sredine telesa, levo, desno, Pa če gre po stopnicah, je spet druga tehnika. Dvigne palico in vsako stopnico potipa palica, tenk, ne. Da sliši, Da sliši. Ampak vedno rečem, da je potrebno, da se drži držala, če je pri stopnicah držalo, pa se v levo roko prime palico, ne, pa se z levo drži v višini telesa, pa da trka palica. Za dol pa tudi podobno. Samo to so tehnike, ne, da se drži držala. Seveda je potrebno vedeti, desno pravilo velja tudi pri nas, da hodimo po desni, na pločniku in po stopnicah, vendar, če je pa na levi strani držalo, pa za slepega ne velja. Kaj pa spremljevalec? Kam se naj postavi kot slepega? Ja, spremljevalec je pa... Torej, slepega je potrebno vprašati, s katero roko je bolj vajen, ne, ali z desno ali z levo, čeprav se učimo in z levo roko, da se drži, in z desno roko. Po stopnicah prav tako, če ga drži z levo roko, z desno pa držala slep. Kljub temu, da je spremljevalec, se drži tudi ročaja, da je bolj varen. Zaradi slepote gre, zaradi slepega, zaradi osebe, da je bolj varna, če se drži še zraven z roko. Če se spotakne ali karkoli. Ja, tudi, da se lahko hitro oprime. Drugače pa je potrebno, da se nauči in z levo in z desno roko. Da se ne uči samo z eno roko. Čeprav so te spet metode
posebne za male otroke, da se ne steguje gor, da malega lahko primemo za rokico, ali pa če je slep večji od spremljevalca, lahko da roko na glavo. Ne glavo, na ramo, ne. Prime za ramo, ja. In gre ko vlak. Tudi, ja. Gre se slepi med sabo spremljamo, pa pravimo, da je to Slepec Ekspres, ne? Slepec Ekspres, tako je Zlatko, ja. Super. Koliko leta ste bil pa v tiflomobilni službi? Ja, to sem bil pa 35. Vsa leta, ja. 35, vsa leta, ker sem bil v zavodu. Vem, sem bil v drugem razredu, je prišel Stane, ja. Gospod Ciril Virant, pa gospod Rožan so prišli v šolo našo Metliško. In da smo še mamo klicali, da je pretekla iz službe. In razgovor, in takrat sem dobil v začetka samo še berilo je bilo v povečanem tisku, no to je bil začetek. Ja, to je bil začetek. Se pa sva pa imela tudi spalico, ampak kasneje pol, ne? Že pol. Ampak prtiček imam pa še, ko si ga delal v drugem, tretjem razredu. Štikanje, to je motiv, belokranjski motiv. Ja, za podvazico. Ja, imam še tvoj prtiček. No je pa palica, ne, sprejemanje bolje je bilo pri meni nekak priznanje nemoči. Da ne moreš več z očmi, ne to, kaj bi drugi rekli. No? In tako sem enkrat s palcem mahal domov, pa tam soseda gre pa iz trgovine, ona kriči, Zlatko se je pa moderniziral. Ne? Kot je ta Anica, že števam, jaz to modernizacijo takoj prodam. Zdaj sem se spomnil, ko je Slavica Zupanič napisala glih v tej knjigi, antologiji, je tudi objavljena, napisala, kako se je sprehajala z palico, ko je pač ima kolešek od spodija, ne? In je pol nekdo rekel, zdaj imajo pa slepi še take palce, da jih že sami pelejo. Dušan, lahko še jaz eno stvar. Izvoli, Blaž. Lejte, jaz bi rad to povedal, težava, ne, meni so celo enkrat, ko sem bil rekel, zakaj imaš to palco, imaš to za tebe, pa sem rekel, ne vem, lahko probam, ne, da za šalo, ima za res, ne. Težava, ne, ki jo jaz vidim, so te viseče ovire, recimo razne omarce, ki imajo robove, ne, recimo za plin, mi imamo v bloku, kjer živim, tak primer, sem se že ne trikrat v glavo, kar uran kodaril, ker po zraku ne moreš s palcem mahati. Sveda, da ne, tiste pa roka. Tako, pa še vedeti moraš prej, ki je. Pa tele, recimo... saj upozorjen moraš biti. Tako. Pa tele količki, ki so, ne, po cesti, tole, kar se danes postavlja, to je katastrofa. Znaki za količki, kontejneri moderni, te reklamni panoji. Tako, ne, stvari so take. Korita za rože do kolen, nižje kot koleno, to je zelo velika ovira za slepe. Ja. In problem videčih je včasih, bom rekel, v tem, ker oni tega sploh ne razumejo, pa reče, vse greš mimo. Ja, ti lahko, če vidiš, kje je. To bi jaz tudi. Sej treba učiti. No, sicer so zdaj že precej izobraženi ljudje, je drugače, kot je bilo prej bilo vprašanje, ne? Je veliko drugače zdaj. Zdaj ljudje že spoznajo in vejo, kaj slep potrebuje. Vendar vedno je pa potrebno to izobraževanje bi moralo biti velikokrat in po radiju in po televiziji, da je treba slepega vprašati, kaj rabi, kaj potrebujete v tistem momentu. Ne, da ga kar prime pa vleče nekam čez cesto. Tudi to se zgodi, so mi pripovedovali slepi. Je stal ob pločniku in je prišel nekdo, pa ga je prijel in ga potiskal pred seboj čez cesto, pa sploh ni želel iti čez cesto, ampak je bil tako dogovorjen z nekom. Ne? Zato je potrebno vedno vprašati. Ne? A te pa odaleč kriči in usmerja v smer, katero sploh ne nameravaš iti. Ne nameravaš iti in še narobe, levo, desno, ne, ker on gleda. Pa se zmoti. Iz svoje strani gleda. Ali pa recimo, kakšen reče, pejt z mano, pa greva naprej,
Pa je bolj kar nekam pere, si kam pa gremo, pa ne vem, sem mislil, da hočeš v gostilno. Sem rekel, ja, sej, sam ne zdaj, malo pozneje, ker moram prej še nekam iti. Ja. Ampak pa glih tam, ne, ko gre mimo, ne, tiste poti, on avtomatično predvideva, ne, ali pa ne vem, grem na avtobus, pa me vpraša, a greš v šolo? Ne, jaz sem šolo že naredil. Da so zanimive situacije. Tole izobraževanje o slepih, to je bilo res potrebno. Sem doživel v medlike v eni trgovini, mi trgovec nekaj kaže, pa me čakaj, moram nas počas. Si moram to se spostavljati, jaz nič ne vidim, ne. Čist nič ne vidi, pa normalno govori. Ja, zveza pa zavod tudi precej dela na tem izobraževanju. Ja, seveda, se dela precej in je že veliko narejenega, ampak ni še dovolj, ne. To je pa zmeraj potrebno, ne. Ja, to vemo, ne, da je vedno potrebno, ker ljudje ne vejo, pa v tistem trenutku ne ve, kako bi reagiral, pa še nekaj je, respekt imajo, respekt imajo do slepega, ne. Ampak to smo tudi sami včasih malo krivi, da je tako. Tudi. Zato, ker jaz to opažam, ne vem. Kar izvoli. Še zmeraj jaz vidim, da nekako slepi ne znajo ali pa ne znamo priti v družbo z videčimi. Vidim, da ni samo videčih problem, je tudi o slepih. Saj mogoče se malo čudno to slišim, ampak tako je. Ker vidim pri ljudeh, ki se tako skomenem od slepih, ja, pa greš kam takole kaj, imaš koga, ja, nimam. Jaz pa pravi svojim, jaz recimo s tem nimam težav. Jaz sem skozi okoli in imam ogromno ljudi. In jaz se s slepimi družim, če po procentih povem, mogoče 10%, ostalo so videči. Videči, ne? Ja. To je tudi od samega tebe odvisno veliko, koliko se angažiraš, pa koliko si zainteresiran. Seveda, ja. A če še malo prejiti, jaz bi še rad malo... Jaz bi dal en predlog, če smem. Povej, Brane. Rad bi še upozoril na eno stvar, ko je za časa Staneta bil res odličen zavod, sicer v navajanju na praktično življenje. Kuhanje, šivanje, hoja trgovino, na banko in tako dalje, ker je zdaj velik manjko in z mnogimi se pogovarjam, za časa Staneta je bilo to odlično urejeno. Odlično organizirano. Socializacija, ne? Socializacija, ja. Mi smo imenovali ta predmet socializacija, pa smo šli na banko, pa v trgovino, na kupovanje, pa v avtobus in se spomnim, če smem povedati, pridem v avtobusu, ko sem šel v pokoj, pa je bil en prijatelj tam na srednjih vratih, je stal, pa mi pomaha, pa grem k njemu. Pa pride naslednja postaja, pa prav, ti, zdaj je pa ugasnil šofer, to. Pa je prižgal je napovednik, ne. Ja, jaz pa važen, seveda sem rekel, zaradi tega, ker je videl, da sem jaz vstopil. Ker so mene poznali s slepimi, smo hodili po 4 ure na dan na avtobus tudi, ne. Tega zdaj ni toliko več, se mi zdi, bi mogli biti več. Tudi drugače je zavod, ne. Nažalost, jaz pravim, ne, in... Dobro, ne bomo zdaj zavod kritizirali, ker zdaj so neki časi. Ja, ampak tako pač je, več bi mogli tega biti. Stvari se razvijajo. Ravno zato izpostavim, ker je bilo to za časa Staneta. Zato, ker tega pa zdaj ni, zato, ker se o tem ne govori, pa pač je tako, kakor je. Treba imeti pri socializaciji učenje uporabljati samo vozeče avtomobile. Dobro, dajmo zdaj malo se umiriti, zdaj ste me malo izrinili, jaz imam komando, jaz imam besedo. Točno. In zdaj dajmo Goranu besedo, pomam še pa jaz nekaj vprašanje. Lep pozdrav, gospod Stane. Jaz bi pa samo rekel, da, kot je rekel že Blaž, da je Stane eden od najboljših ravnateljev, koliko je bil, in tudi človek, ki je vsem pomagal. Jaz se spomnim, ko sem jaz prišel v zavod, še učil me je jezika, ker takrat pač jezika točno, Goran, se spomnim. In uspel sem to v življenju in tako da zdaj pač sem tudi svoj človek. Drugače, kar se tiče zavoda, je pa res bilo enkratno v zavodu in če bi se še kdaj lahko kaj zavrtelo nazaj, bi spet izbral zavod kot pač edino šolo, ki mi je bila zelo v pomoč. No, zelo lepo. Ok, hvala, Goran. Jaz bi zdaj še malo spomnil še na vaše, bom rekel, sorodnike, a ne? Ja. Dajmo še malo, ti so tudi zelo vplivali, a ne, na vas.
predvsem se mi zdi, ste rekel, tale Rožanec, ne, Rožanec. No, Rožanec, sploh tast, slep tast, pa brez roke. Jaz sem bil čisto frapiran, ko sva z Mojco, ko sem ga peljal, ne, v avtu v nedeljo, ko smo šli nekam pač na cilj in joj, slep. To je bilo začetek, moj začetek. In tam sem se učil, to je bila šola v naravi. Jaz mislim, da tale Rožanc, France Rožanc, da je mogel biti zelo zanimiv človek. Zelo. Ena zadeva me je tukaj, bom rekel, zmotila v pozitivnem smislu. On je bil esperantist. Ja, esperantist. Esperanto on je uvajal, pa Musar sta bila Esperanto, sta govorila in škoda, ker ni več bilo tega, ne? Ni bilo več. Ker obstaja društvo esperantistov, še zmeraj obstaja in jaz sem šel enkrat na eno predavanje in je tam, ta je Vinko Ošlak, ta filozof, je zelo fanatik, ne? No in on je takrat razlagal, kako je njegov en prijatelj v Zagrebu, je rekel, sta me obiskala dva esperantista par iz Španije, je rekel, in jaz jim je rekel, lahko ostaneta tukaj imate ključ od stanovanja. Je rekel, jaz ključ od stanovanja bratu ne dam. Njima sem pa dal ključe, zato ker sem rekel, nekdo, ki se ukvarja za tako brezvezno zadevo, kot je Esperanto, mora biti pa res dober človek. Ja, točno to, ja. Se pravi, da je bil on ekspert v tem, pa tudi Musar ja tudi poznajo nekateri učenci, ko je angleščino učil, bil učitelj v zavodu, ne. Ja, in one dva sta bila med slepimi dost visoko v Esperantu. Sam potem ni šlo to naprej, ne? Škoda je bilo, škoda. No, sej možno, ne. Ja, tako je, to je minilo, ja. Naj povem, da se je Rožanc rodil 25. leta, 1925, pravi, bomo malo imeli 100 leta, ne? Umrl je leta 84 v Ljubljani. Da se je ponesrečil pri zbiranju orožja, in je takrat izgubil tudi vid pa roko, ne? Tako. In da se je kljub temu uspel šolati, ne? Da je... Ja, bil je profesor zemljepisa in zgodovine in defektolog. V Zagrebu je končal defektološko šolo in bil je profesor defektolog. Ja. In v bistvu potem imamo še pa Cvetko, ne? Cvetko Rožanc, še ena redkih častnih članic, ki je živa, bomo rekli, in je zdaj sicer v domu, ne? Mi je rekla Mojca. In ona je pa tudi precej pripomogla k temu, ne? Seveda, ona je pa vse skozi celo delovno obdobje je bila v zavodu kot učiteljica in je veliko meni tudi povedala, dala navodil, tako da sem poslušal z očmi in z ušesi, vedno. Pa še z odprtimi usti. Pa še z odprtimi usti, točno Ivica. Ona je uvedla pisalne stroje, ne? V prvi razred, ja. Ni bilo Brajevih pisalnih strojev, ampak so na tablico pisali, no, potem je pa ona uvedla in vem, ko so prišli, takrat sem bil že v zavodu, ali pa potem sem slišal, ko so prišli obiski in so rekli, kako stroj, pa slepi na morju, v prvem razredu, mali otroci. Ja, pa lažje piše, ne? Ko je obvladal tisto tipke, tipkovnico je krasno opisal, ne? Ja, in je bilo toliko lažje kot na tablico, ne? Seveda. 79 ga je že živel. Ona je leta 1969 napisala tale abecednik za opisovanje slepih otrok. Ja, ona je... Kar je neka osnova, ne? Ja, osnova, abecednik, pa potem slikovni je bil objavljen ponovno, je bil še slikovno zraven dodano za učitelje, ne, da so lažje potem poučevali slepe. Ja. Silvo, roko si dvignil. Res je. Izvoli. Namreč smo še nekateri, ki smo profesora Rožanca v živo poznali. In tudi res mi
moja generacija, je dobila pisarni stroj šele v 3. razredu. Mi smo prve 2 leti vse na roko brajico pisali. Bil pa profesor Rožanc res ena posebna osebnost, taki bas, mogočni je imel. Imel je navado vedno nabiti, ko je imel malo pauze. Ja. Navado, ja. In je res bil markantna osebnost. Jaz sem ga takrat spraševal v 8. valeti, pa sem ga spraševal o časopisu Moj prijatelj, ki ga je tudi gospod Cvetka Rožanec urejala. Urejala 40 let, ja. 40 let, ja. Jaz sem bral poskusno izdajo iz leta 57, novembra 57. Mene zgodovina slepih zanima. Vas, gospod Florjančič, se pa spomnim, mi da s Plemnovo Anico, 70. leta, ne, 72. je bilo, prišla Maja na obisk iz Škofje Loke in ste vi bili dežurni. Teda mi dva stikov takih neposrednih nisva imela. Ker sem že pač jaz takrat bil, pa je škoda, ker prej pač tega ni bilo, te orientacije in vsega tega. Toliko. Meni je zanimivo pri Cvetki, da je recimo filme snemala v zavodu in izobraževanju in te zadeve, ker je bilo v tistih časih je bilo to precej zahtevna stvar. Zahtevna, jaz sem nadaljeval potem in imamo še zdaj v zavodu, je bilo, če je še, ne vem koliko filmov, takih didaktičnih, za opismenjevanje, za orientacijo, pa potem konkretnih tudi z učenci. Takrat še ni bilo tistega, si smel snemati ali ne, pa snemali smo. Pa smo potem tudi pokazali staršem, pa so bili zadovoljni, da so videli svoje otroke. Tako da nikdar ni šlo mimo staršev. Ampak nismo pa spraševali pa s podpisom, tako kot je danes, je to malo drugače. Imel je pa gospod Florjančič še eno zadevo, zdaj, ko ste to omenili, pri zemljepisu je videčim, torej slabovidnim, dostikrat kazal na diapozitive. In mu je govor posnel gospod Milan Krišl, ne vem, če še živi. Krišl še živi, ja. Še. Imam še stike z njim. A res? On je ogromno bral za slepe. Veliko je bral, ja. In on mu je to prebral in je on posnetek vrtel in ne vem sicer na kak način je on imel to označeno, kdaj naj premakne sliko, ker Krišl je konstantno bral, ne? Jaz sem amavrotik, jaz nič ne vidim, mene to ni, meni je, jaz bil osredotočen na besedilo. To sem hotel še v to. S Krišlom sva dosti sodelovala, ravno pri filmih pa pri diapozitivih in on je veliko bral za slepe. Je pa škoda, zavod je imel ogromno fonoteko radijskih iger. Zelo, zelo veliko. To je škoda, da se je to uničilo, ali kam je to zginilo. Šlo je, ker nekaj je šlo stran, niso ljudje vedeli, zakaj je to. Pa potem prostor se rabi in so vrgli stran. V redu, Stane, dajte še malo povedati o Mojci. Mojca je tukaj, bi rekel, celo kljub svojemu velikemu prispevku, je kar malo, bomo rekli, zanemarjena. Ona je pač verjetno bila bolj mamica doma za familijo in starše. Se je. Z Mojco sva dobro sodelovala in veliko pomoč mi je bila. Je pa res, tako kot ste rekel, ona je bila bolj doma in se ni hotela izpostavljati. Čeprav ima znanja še in še, ravno o slepih preko mame in preko očeta. Ker je živela v družini, kjer je bil slep. In je od vsega, od malega naprej, in vem, kako mi je Rožanc razlagal, torej tast, je rekel, Mojca, ki je bila majhna, otrok, pa me je prijela za roko in me je vodila, edino roko je imel desno, pa me je vodila in mi vedno položila roko na tisti predmet, ki je hotela pokazati. Otrok. In je tako, ne moreš misliti, da je otrok tako svest temu.
In vedela je, tako je ugotovila, da ni videl, in zato mu je pokazala in dala v roko vse stvari ali pa položila roko na tisto mesto. Tako da Mojca ima veliko, veliko znanja. Samo škoda, da noče se izpostaviti. Mojco sem sicer vabil za eno drugo priliko, pa upam, da mi bo še uspelo, pa zaenkrat je meni. Je pa tako, gledal sem, Mojca ima v Kobisu, ima 12 zadetkov, med drugim je Cvetko Rožančevo pripravila tudi tista Becednik, so avtorica, potem ima delovni zvezek za slepe učence za utrjevanje branja in pisanja brajice. Točno. Potem je tukaj cel kup raznih seminarskih in strokovnih zadev, krajših, pri katerih je sodelovala. Tako da lahko rečemo, da je res tudi ena velika strokovnjakinja, ki pa je žal, tako kot ste rekel, zaradi družinskih obveznosti malo v bistvu zanemarjena. Zanemarjena, ja, točno to. Pa noče se izpostaviti. Ja, karakter je tak. Tak karakter je, ja. Problem žensk v sodobnem okolju. Dobro, Silvo, izvoli. Ja, torej, jaz se bom povedal čisto nazorno. Jaz se Mojca spomnim, 62. leta je hodila v redno šolo in je prihajala vedno v zavod. Jaz pa taki štorast, kot sem, meni likovnih pouk ni šel. Njo je Rožančeva Cvetka vedno meni dodelila, da mi je ona izoblikovala. Vem, da ure nisem znal oblikovati. Pa vem, kakšna je izgledala budilka mamina, ker jaz sem tudi z mamo živel, tudi me zanima. Ampak še danes ne bi znal oblikovati. Nimam tega, mislim, to me je z tehnološkega vidika zanima, ta problem. In bral sem v enem romanu, vi ste poznali, mogoče Stanislava Šarića. Ja, sem dobro poznal. On je to tako nazorno v enem romanu Simfonija kvazi erojka opisal. To, kako slep, kako se je mumljal, on je rekel temu okrog tega, komu to ni šlo, tako kot meni. Hvala lepa. Silvo, ti si iz Šimpasa, ne? Ne, jaz sem iz Maribora. Z Maribora, pol je drug, živim. Silvek, ja. Mojca še večkrat reče, Silvek, ja. Pa Cvetka vas je počila, ne? Ja, točno, v prvem razredu. Cvetka, mama od Mojce. Mama, ja, se sem prej povedal, ja. Ja, se večkrat spomnijo. Življenjsko poglobim. Super. Dobro, jaz sem počasi izčrpal. Goran, ajde, izvoli še. Pa nič ne slišim. Jaz bi samo rad povedal, da Stane tudi recimo v svoji karieri tudi sodeloval z drugimi ljudmi iz bivše Jugoslavije, kot z šolo v Zemunu, v Bosno in z drugimi. Nič ne slišim. Poučeval o teh stvareh slepih in slabovidnih. Ne slišim, nekaj je prekinilo. Bomo videli, kaj bo še enkrat. Goraz bo še enkrat ponovil. Samo malo mečkem počakaj, da bomo ugotovili. A se zdaj sliši? Nekaj je zgleda. Nekaj je bilo prekinjeno. Govorijo o tem, da ste z Jugoslavijo sodelovali z Zemunom. Goran, povej še enkrat. Stane je tudi sodeloval v svojem življenju, v svoji karieri, tudi z drugimi učitelji oziroma vzgojitelji v Zemunu, Bosni in v bivši Jugoslaviji, pa če hodil okrog in dal svoja izkustva in vse, kar je pač potrebno za slepe. Točno. Ko sem prišel iz Danske, sem imel veliko seminarjev po vseh zavodih v Jugoslaviji in zato se poznam s slepimi in z učitelji slepih, torej iz vseh glavnih mest, ker sem imel tam takrat predavanja o orientaciji, o uvajanju bele palice, tako da so tudi uvajali po drugih republikah takrat v Jugoslaviji. Bil sem prvi, ki sem bil izobražen v tej smeri, takrat. In to 2 meseca ste bili slepi, ali kako? Oziroma, nekaj podobnega, tisto na Danskem je bilo pa sploh tako več, 5 mesecev sem bil tam, pol leta. Pardon. In sem bil na dan po 8 ur slep. In vse, moja inštruktorica mi je točno povedala, kje jezik je bil angleški,
mi je povedala, ampak s to razliko, da jaz sem lahko, če bi bila zagata, bi snel, pa bi videl, slep pa tega ne more. Zato je toliko pomembno to, da slepemu dotajčaš, kako in kaj, ker slep živi s slepoto in mora občutiti z drugimi čutili in ta čutila so vid, kolikor je vida še, tip, sluh, okus, pa vse drugo še, da se približuje steni, to je tisti, veste, občutek, ali so zaprta, ali je stena, ali so zaprta vrata in tako naprej. No, o tem bi cel program lahko o orientaciji govoril. Tu je pomembno to, da slep ne vidi in to mora imeti vedno učitelj pred seboj. Ne vidi, zato je potrebno z drugimi čutili mu dotajčati določene stvari. Danes je problem, ko ljudje ne znajo povedati. Ne znajo ljudje povedati danes. Danes se vse, navit na, kako ne rečem, beseda sploh ni več toliko pomembna, natančen opis. To mene, jaz to opažam zadnje čase. Lahko še jaz eno stvar. Tako tudi videči ne znajo opisati. Ne znajo, to. Kako recimo neka stvar zgleda, kar je, jaz to čisto razumem, po eni strani, ker če nimaš toliko izkušenj s slepimi, seveda. Osnovne stvari problem. Nam videčim je vse jasno. Je vse jasno, ker vidimo. Mi takoj pogledamo, pa vemo, kaj je. Slep pa ne more nič pogledati, ampak mora potipati, mora dojeti s sluhom, z okusom. To je to, ker recimo jaz vem, Čakaj, če ne zdaj skakati v besedo, dajmo Blaž je hotel nekaj povedati, potem je Irena, potem si pa Miha ti. Jaz sem hotel sam povedati, ko ste prej govorili o razvoju pa o nekdanjih republikah. Gospod Stane, jaz se spomnim, ko ste mi govorili, da smo bili mi, se pravi naš zavod za slepo in slabovidno mladino, najboljši zavod v Jugoslaviji, da smo bili najbolj modernizirani tudi s tehničnimi pripomočki. Dajte malo v tej smeri povedati. Lahko. Torej, takrat smo bili resnično najboljši zavod in to so nam priznavali drugi tudi. Pa Zagreb, pa fakulteta Zagrebška, pa fakulteta v Beogradu, kjer smo študirali in kjer smo tudi sodelovali s temi zavodi. In so nam priznavali, da smo najboljši, pa ne samo v Jugoslaviji, ampak smo bili v Evropi najboljši. Resnično kot zavod. In tudi konferenca je bila leta 72, 73. Kongres je bil tiflopedagogov, svetovni kongres. In takrat so nam priznavali, da smo resnično, zato je bil tudi podeljen ta status, da smo res, ampak to so bili časi takšni, takrat je bilo to, danes je pa drugače. Ampak takrat je največ nas bilo. Ja, pa tudi ko so bili tehnični pripomočki, dajmo v te brajeve vrstice. Prvi smo bili v Jugoslaviji sploh. Ja, to pa. In tudi ravno včeraj je umrl pokojni, ki je bil dvakrat v mandatu minister. Šturm, ja. No, in smo bili v Šiški na enem sestanku in jaz sem slepih pripovedoval in smo dobili takrat v začetku računalnike v zavod. On nam je to uredil. Ja, in smo dobili računalnike in mi smo bili oboroženi z računalniki. Naši otroci so začeli z računalniki delati, posebno pa v računovodstvu, pa tako naprej. Ta administracija je začela in tudi otroci. Torej smo bili, bom rekel, prvi v Jugoslaviji takrat, da smo začeli tudi uvajati to sodobno tehnologijo v pouk sam. In to je bilo dobro. In smo bili vedno stremeli za vsem novostmi.
Vse novosti, ki so bile od palice do računalnikov, do strojev in do brajeve vrstice. Vse smo prvi dobili in seveda uvajali te stvari. Res. Ne, da se hvalim, ampak resnično je tako bilo. Miha, izvoli, zdaj si ti, potem je Irena in pa Sabina. Dajmo, Miha. Ne vem, kaj Miha. Pa ni. Dobro, Irena, izvoli ti. Jaz bi samo komentirala tisto, kar ste prej razlagali, kako pomembno je, da si predstavlja človek, videč, ki poučuje slepe, kako zelo je to važno, da si predstavlja slepoto. Jaz to pogrešam pri trenerjih za pse vodiče, ki nimajo pojma, recimo moj pes zdaj sedanji je na pse reagiral. Jaz sem še vedno prepričana, da je trener podzavestno reagiral na psa, ki ga je videl oddaleč. Hec je pa v tem, da trener lahko, ker bo slep človek imel psa. In trener, ki uči psa, mora reagirati ne takrat, ko on v podzavesti oddaleč vidi psa. Ampak šele takrat, ko pes, ki ga uči, reagira na onega psa tam daleč. In to je velikokrat težava, ker potem se tudi moji starši niso čisto razumeli, kaj pomeni, da sem jaz slepa. Ker sem šla 1 milimeter stran od stvari, ki sem jo iskala po tleh, ampak saj si jo zraven zatipala. Nisem je zatipala. Če sem 1 milimeter stran, nisem zatipala. Nisi zatipala, Ne, in potem sem bila vsega jaz kriva in vedno najslabša in tako naprej. Nažalost. No, zato pa jaz pravim, prosim, zato pa jaz pravim, da tudi inštruktorji, ko imajo pse, je krasno, če je tiflopedagog, vsaj nekaj časa zraven, nekaj ur zraven. Da je istočasno slep, pes in tiflopedagog. Tiflopedagoga zdaj ni več. Ni več. Že dolgo ne, sem pa jaz začela zdaj letos, ko sem imela pripravljalne ure, pri nas smo prvo društvo v Sloveniji, ki smo zaposlili tiflopedagoga, ki je prej na centru Iris delal in sem ga tudi prosila, če gre lahko zraven. Če gre lahko zraven na tisto, se pravi, ki me je trener imel za učiti. In tudi namen imam, ker prej sem to delala tudi z gospo, ki je na našem društvu orientacijo učila, zato da vidi, da ve, da razume, poskuša razumeti, kako je, ker v glavnem bo on mene orientacijo učil. Ne pa trener in tako naprej, ker trener misli, da trenerji govorijo, se boš najprej sama naučiti, potem se boš s psom. Ampak jaz, če hodim s psom, se bom s psom istočasno učila, ne gre drugega. Seveda, se pa mora tudi čutiti. Ne bom jaz pol naknadno psa učila dodatno, ker je brez veze. In mislim, to so take majhne stvari, tako da namen imam tudi tega tiflopedagoga, rekel je, da ga bo zanimalo enkrat kot svojega spremljevalca vzeti na seminar za pse vodiče, ki ga imamo. Tako. Ker tukaj je osnova, ki jo začnemo delati. Jaz to tako vidim. Imaš prav, Irena. V redu, hvala Irena. Sabina. Sabina. Zdaj je roko dvignila, pa je Sabina. Ni. Dobro. Če se bo pojavila. Kak je bližnica za roko dvigniti? Še to ne znam. Alt-Y, da dvigneš, alta je, da se daš na unmute/mute. To znam, Alta je tako, V redu. Dobro, jaz bi počasi končal, mislim, zapovedati se imamo še veliko. Veliko. Tako da meni je bilo prijetno, upam, gospod Stane, da je bilo tudi vam. No tudi, čeprav sem imel tremo pred to oddajo. Zakaj? Vedno. Sej, to je dobro, veste, to je dobro. A večjo, kot na radiju? Večjo, ker da se še vidimo, ne? Tukaj je med samimi znanimi, jaz sem zelo vesel, da sem ga gostil. Ok, Sanja, ajde, jaz sem že imel zaključni govor, daj še Sanja ti. Zakaj tako hitimo? Še lahko malo podaljšamo. Sanja, izvoli. Evo, bom hitra. Jaz sam lepo Staneta pozdravim in vse ostale. Živijo, pač nisem mogla prej se priključiti, da sem zadnje mogoče 15-20 minut. Bom pa z veseljem tale posnetek še pogledala kasneje.
No. Zdaj pa lahko. Sanja je Celja, ne? Predsednica, Zadnjič sem poslušal po radiju, krasno je pripovedovala. Zelo v redu, Sanja. Zelo v redu in takih oddaj rabimo. Veliko bi jih moralo biti za tisto, ko smo prej rekli, za izobraževanje splošne populacije. Čist preprosto. Preprosto. Povedati tako je, ne? Dušan, jaz bi pa še vseeno eno vprašanje imela. No dej. A veš, Ivanka oziroma Ivica, končati je treba takrat, ko je prijetno. Ne polko, ko bo se skupaj razvodnelo. Ne, mene pa to zanima, ker vem, da ste poučevali na pedagoški fakulteti te tiflopedagoge, ker je pač zdaj vi, ta generacija prva tiflopedagogov, je počasi pač odhajala in se je potem z nekimi dolgoletnimi borbami se je izbojevalo, da so uvedli to tiflopedagogiko. Ampak zdaj pa slišim, pa ne vem, a je to res tako ali ne, da je to samo to bila ena taka generacija. Ena generacija, ker potreb je manj, ne? Tiflopedagogov ne rabimo toliko kot učiteljev za osnovno šolo. To je že res, jih je še vseeno po moje premalo. Premalo, absolutno premalo. Zato ni izobraževanja za orientacijo in to pa sploh ni izobraževanja v Sloveniji. Ampak je vse v tujini. Zato, ker je potreb več tam, ali je to Nemčija, Anglija, Amerika, ZDA. Se pa se kakšne štipendije razpisujejo za to? Mislim, kakšna sredstva? Ne vem. Sigurno so. Pa tudi potrebno je samo iniciativa, ustanove, da ustanova se poveže. Jaz sem se takrat povezal, ko je bil ta kongres v Sloveniji in je videla ena, ki je bila od Fundacije slepih, učiteljev slepih, svetovne, in Ken Mor se je pisala in je prišla do mene, kaj bi vi šli na Dansko, takrat. In sem rekel, rad. Pa podporo sem imel od doma, od Rožanca, od Kebeta, sem imel podporo iz zavoda, da sem šel, ker veste, to je drago, to je vse drago, danes se vse gleda skozi denar, Se Ken Mor je v zavodu. Prosim? Ken Mor je prišla v zavod. Ja, v zavodu je bila. Ker vem, kako se je tudi čudila, kako mi tam delate, pa te pripomočke, pa stroje, pa vse to, vse je videla, da smo res napredni. Američanka je bila ona, pa je bila presenečena, ker v Ameriki ni bilo tega. Takrat res. To pa moramo izpostaviti. Zavod je bil, kar se tega tiče, od vsega začetka. Jaz sem nadaljeval tisto, kar so prejšnji ravnatelji delali. Jaz nisem nič novega uvajal. Ampak prejšnji ravnatelji so bili odprti za vse in tudi nadaljevali smo tako. Vse novosti, zakaj ne bi dali slepim to, kar rabijo, kar drugi imajo. Drugi mimo grede, slep nima te prilike. Mene ste naučili kravato zavezati na dvojni voz in s tem se še danes hvalim, ker ne znajo tega. To smo se pa učili. To so lepa take umestne stvari, tudi. Zaveza čevlje pa. Lahko jaz eno vprašanje, ko smo stane ena stvar. Jože, takoj boš dobil besedo. Se vam prav čudem, pa verjetno se boste vsi stali strinjali. Če bi mene zdaj vprašali, naštej vse svoje šolce, jih ne znam. Kako imate vi pri svojih letih tako dober spomin, da se vseh svojih učencev spomnite? Ja, to pa sploh. Ker imam za vsakim posebej nekaj, in se določene stvari spomnim, kaj smo z njim delali, Blaž, s tabo se spomnim, ko si priletel v šolo, zjutraj sem zamudil, zato ker si se zaletel v telegraf štango, ko si tekel na avtobus in si bil čisto
krval, ne? Oziroma si imel buško na glavi. No, tega se spomnim. Ne, mislil sem bolj po imenih. Ja, še to. Tamle vidim Joža Zupančič, pa Anica bi rada nekaj povedala. Izvolite. Jaz bi sam to, moji predhodniki so že povedali vse, kar je, ampak res je to. Tacga učiteljna, kot je Stane, ga ni. Ga ni in ga ne bo, drugače pa tako. Jaz, ko sem hodil v zavod, se spomnim, ko smo imeli socializacijo in sem čakal kle med Maxi Marketom pa Dramo tam vmes. Pa je prišel do mene Stane pa rekel, Joža, prid do mene in pokazal govorilnico na tipke. In to je tisto, ne? Učitelj raziskuje, naprimer, kaj se okrog slepega dogaja, kaj se stvarja, kaj pokaže, kaj pa kako. Drugače mu pa hvaležen za vse, kar je dobrega naredil za nas, pa tudi kakšno stvar v privatnem življenju, če mu težavo, pa tudi sva sodelovala z inkluzijo tukaj v Škofji Loki, pa v Kranju preko našega društva in to mi je bilo veliko in ponosno, da sem tudi jaz lahko mu kakšno besedo, sem bil res ponosen, da lahko zraven tacga učitelja nekaj od sebe povem, pa pač pokažem z belo palco. Belo palco sem začel uporabljati pri 40 letih, ne da bi jo poniževal pa podcenjeval, ampak res je to. Z belo palco dobiš prej informacijo, kakor pa brez nje. V redu. Martina tamle maha še. Irena, takoj ti bomo dali besedo. Jaz sem hodila v zavod, ki še ni bilo te socializacije. Dušan pa še Anica. Še Anica, pardon, prosti Anica. Še takrat hodila v zavod, še ni bilo te socializacije. Kako, Anica, nismo te razumeli? Povej še enkrat. Takrat, ko sem jaz hodila v zavod, če ni bilo tako tega učenja, socializacije in to je zelo škoda, če se ti od malega učiš, bolj to usvojiš. Z belo palico sem se jaz v Škofji Loki tudi malo učila, ampak ni bilo to tako. Ti si tako siguren, ti moraš od otroških let se to učiti sama. Smečila sem se pa drugače službeno, po telefonu velikrat slišala. Velikokrat, pa po radiju sem te poslušal, ko si se velikokrat oglašala prej še, ne? Ja. Na radio Ognišče. V redu, Martina bi rada povedala, izvoli. Dobar dan, jaz pa Stane tebe pa pozdravljam. Martina, zdravo Martinka. Iz društva. A se me spomnite? Se spomnim, ja. Ja, pa hvala lepa za vse trike. Trike, za vse trike razloži. Za vse trike, za pasto. Dobro dobil mivat. In dobro dobil mivat. Razloži, nisem zadela ščetke, pa ste me naučil. Nisem zadela ščetke, pa ste me naučil. Kako med prsi, ali pa v usta dati, če je samo tvoja pasta, ne? Ja, seveda, v usta dati pasto, pa ščetko zraven pa je pasta na ščetki. Pa še nekaj bi vprašala. Jaz sem eno zarato, ker na cesto pa s palcami ustavljajo avtomobili. Ja, lahko jaz pomagam. Amate, ker smo pinto. Ja, Martina prečka tukaj pri hiši cesto, ki ni prehoda in posluša, s palco, posluša, potem je več avtomobila. In tisti voznik ustavil, in zdaj ona pravi, kako jaz zdaj ne vem, kje je ta avto, kaj ne naredim. A je kakšen trik? Ja, trika ni, vendar palica je lahko pred človekom, zamigaš z njo, in potem zaupaš njemu, če slišiš avto, samo vse manj slišijo motorji zdaj, ko so električni pa boljši motorji, se ropota ne sliši in potem prečkaš. Se je pa zgodilo, da sem bil na prehodu za pešce slepim in je šofer stopil iz avta ven in prišel do slepega in fantek, a bi šel ti čez cesto rad?
Ja, in ga je popeljal šofer čez cesto. Ja, tudi to se je zgodilo večkrat. Ja? Hvala, pa Prosim. lepe praznike, vse dobro. Ja, enako. Ja, hvala lepa. Hvala lepa. Hvala, Stane, za vse napotke, za vso pomoč, mamica od Martine. Ja, no, lepo. V redu, tale je predlog, da naj kar podaljšamo, v redu, bomo pač podaljšali. V redu, pa bomo malo še malce pogovarjali. Irena, beseda je tvoja. Prva stvar, jaz bi nekaj malega o tiflopedagogih, ta nova generacija. Nažalost je samo tale tiflopedagog, ki ga je naše društvo zaposlilo, dela na društvu. Zavod bi jih rabil enih, 15, pa nima niti enega. Zaposlujejo kar tako ene ljudi, ene učitelje, ki so, ampak ni to, kar bi se rabili tudi za inkluzijo, pa tako naprej poučevanje orientacije teh otrok danes, ki jih je treba do šole naučiti, pa do srednje šole, pa take zadeve. To je prva stvar, ki sem jo hotela reči. Druga stvar bi pa rekla še enkrat hvala za vse, kar ste me naučili v zavodu, ker jaz sem še vedno prepričana, da ta inkluzija to ni to, kajti brez tega, da jaz nisem bila, če ne bi bila jaz v zavodu, sem prepričana, da ne bi dosegla stopnje izobrazbe, ki jo imam, in stopnje samostojnosti, ki jo imam, tako trmasta, kot sem, kljub vsemu, ampak ja. Točno to. Ja, Irena, res. ampak še eno navodilo sem ti dal. Pusti doma vrata priprta. Je tako? Ja. Ja, ker si krigala z družino in ona je trmasta, ne? Svoje mora obveljati njena, ne? Ampak sem rekel, doma pusti vrata priprta in jih je pustila priprta, tako da se lahko še vedno vrne ali pa obrne na mamo, na očeta in tako naprej. Je Irena tako? Ja. V redu, Goran, izvoli. Ja, jaz bi pa še Staneta vprašal, če še zmeraj uporablja ta njegov cenjen parfum oziroma milo, ker je bil specifičen, kadar je on prišel v kakšen prostor, se točno vedelo, da je on prišel, človek ni vedel, ampak si ga lahko zaupal. Vodica po britju. Tega se pa tudi jaz spomnim. Povejte, kaj je to, da malo reklame naredimo. Pa reklama, ampak ne bom povedal ime tiste vodice, ampak vodica po britju. Te so različne. Zelo lepo dišalo je. Ja, lepo. Ja, tudi zavestno sem se da sem slepe spodbudil na duhanje, na von, ne? A veste, von, tip, okus, to, kar sem prej rekel, druga čutila morajo biti aktivna pri slepem. Morajo biti aktivna. Ja, in to hočem povedati, zjutraj sem bil jaz prvi hišnik, pa jaz, ali pa obratno, jaz pa hišnik, ne, sva vedno prva. In sem šel v dom, kjer so spali otroci, zato da sem čutil, a veste, se čuti zjutraj, kako so otroci se zbudili, pa a je bilo vse v redu prejšnji dan ali ne. In sem takoj vedel. In pa so včasih tekli gor, da so se pred šolo še učili določene stvari, ali so pisali ti zanke. In enkrat ena me že pozdravi naprej, pa pravi, dobro jutro, gospod ravnatelj. Sem rekel, kako si pa vedela, da sem jaz? Ja, po hoji, ne, po hoji. Pa drugič spet, čez nekaj časa pa en fantek, prav, dobro jutro, gospod ravnatelj. Ja, kako si pa vedel? Po vodici, po britju, sem zavohal vas. Pa enkrat ena, je bilo pa res, je rekla, pa sva se malo pogovarjala tam, pa dobro jutro, je rekla, danes ste pa napet, pa slabe volje. Sem rekel, nisem slabe volje. Ja, pa sem bil, ker sem imel en sestanek ob 10 na ministrstvu in sem bil napet. In slep je začutil to. Učenka začutila to in je rekla, vi ste slabe volje danes, ne? Slabe volje, izrazila je svoje. Ja, in res je bilo tako. Dame, ne voli. Pardon, gospod Stane, da sem skočil besedo. Damjan, izvoli.
Ja, Stane, pozdravljeni, Damjan, to, Sivko. Sivko, živijo. Jaz imam na vas res krasne spomine. No. Se pa na zavod malo manjši, ampak vedno se spomnim te najnih pohodov. Po Celju, ne? Ne dolgo po Celju, bolj v zavodu. Bolj v zavodu, ja. V zavodu, zdaj v Celju, ne vem, jaz palce, še nisi imel vidim, da je enostavno, ne rabim, še vedno nekaj imam, ampak bi bilo pa včasih mogoče res, če gremo v kakšnem neznanem okolju. Ja, da bi imel palico, ne? Da bi jo uporabljal. Kot pripomoček, ja. Nisem pa še to nekako res tudi presegal, ampak zaenkrat res, hvala Bogu, vidim to, da se lahko gibljem tu po znanem okolju, ni nekih težav. En vidik še ni bil, ne, jaz, če se prav spomnim, ste tudi nas ples učil v zavodu. Tudi, ja. To en vidik tudi, ne, ko ga danes še nismo imeli, ne, in je res tudi na to take... No, sej, to spada zraven, ker učitelju orientacije, ker slep pa se prime slepega, pa lahko zaplešeta, drugega spodbujata. Vem, da sem učil slepe, da so stopili na moje noge in smo korake delali, naprimer, ne? Pri določenih standardnih plesih. Standardne sem se učil, ne te moderne zdaj, ko so v vrsti plešejo, to ni. To je malo težko, ker slep mora imeti svojo orientacijo, ne? Mora se držati, mora biti nekje fiksiran, ne? Zdaj, če ima držo drugega spodbujata, pa se držita in je tu orientacija na mestu, pa komunikacija, a veste, to je vse spada skupaj, spada k slepemu in k njegovi orientaciji, ne, v prostoru in seveda navezovanje stikov tudi, ne. To je ples, je krasno, muzika, pa da vlada potem korake, muzika pa koraki, to je čudovito, čudovito. In smo imeli valčke, zaključke, potem na koncu leta, so lepo pokazali slepi, kako so se naučili plesati, ja, res. Jaz sem obmolknil, ne morem. Ne morem. V redu, lejte, jaz bi zdaj pa vsem končal tukaj, jaz imam zdaj drugo zadevo. Tako da jaz se vam vsem zahvaljujem. Zelo sem hvaležen vsem prisotnim, da so mojega današnjega gosta tako hvalili. Verjetno si je res zaslužil. Bom rekel, jaz nimam pri tem čisto nič, to ste, gospod Stane, vi z svojim delom si prislužili to zahvalo. Jaz vam želim še veliko zdravja, vam in družini. Sploh v teh časih moramo biti malo previdni. Jaz upam, da bova še sodelovala, da bova še kak Zoom kavico popila, če ne tudi v fizičnem smislu. Vam pa se pravim še enkrat se zahvaljujem. Veliko nas je bilo, 31, lahko rečem, da pravzaprav samo še Brane But jih je imel več, ampak on je imel aktualne teme, ampak Stane Florjančič je pa večno aktualna. Najlepša hvala, ampak izkoristil bi še to, da se zahvalim Zvezi slepih, vesel sem, ponosen na to, da sem častni član slepih. Res ponosen sem na to. Ni bilo prilike, da bi povedal, pa zdaj povem pred mojimi učenci, da sem vesel tega in bom torej sprejel to in še pomagal slepim, kolikor bo pač v moji moči. Pa lepo vam želim miren korak, varen korak in lepo se imejte. Pa novo leto prihaja, lepo praznujte. Hvala vsem, se vidimo, srečno, adijo.